Evropska sredstva v trajnostno mobilnost. Lokalno je zdravo in dostopno. Babi servis spet deluje. Novo vodstvo župnijske Karitas Preska. Na kulturnem festivalu o legendah. Metal Steel praznuje 20 let. Timotej Bečan je balkanski prvak. Lepo pozdravljeni. Današnjo informativno oddajo žal začenjamo s slabo vestjo. Umrl je naš častni občan Julij Novljan. V 96. letu starosti je umrl Julij Novljan, častni občan občine Medvode. Julij Novljan je leta 2005 prejel naziv častnega občana občine Medvode za svoje dolgoletno požrtvovalno delo in prispevek k razvoju športa v občini Medvode. Julij Novljan je bil že pred drugo svetovno vojno član Sokola, kjer je telovadil in sodeloval pri različnih programih. Leta 1943 je odšel v partizane in bil demobiliziran leta 1945. Na njegovo pobudo je bilo v Medvodah leta 1946 ustanovljeno fiskulturno društvo. Zaradi pomanjkanja vodnikov je dolga leta vodil članske vrste ženskih in moških oddelkov. Ko je v Ljubljani opravil vodniški izpit, je pomagal pri vzgoji novih vodnikov. Organiziral je telovadne nastope in akademije. Leta 1967 je bil izvoljen za predsednika Partizana Slovenije. Za svoje delo na področju telesne vzgoje je prejel razna priznanja občine Ljubljana Šiška, Partizana Slovenije in Jugoslavije ter državno odlikovanje reda dela z zlatim vencem. Zaradi službovanja v Švici je svoje delo na športnem področju za nekaj časa prekinil. Po vrnitvi v domovino pa se je ponovno vključil v delo Partizana Medvode in prevzel funkcijo predsednika društva, ki je pod njegovim vodstvom delovalo uspešno in imelo zavidljive rezultate. V petek je občina Medvode prejela dokončno odločitev službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko o podpori projekta gradnje kolesarske povezave Medvode-Pirniče-Vikrče. Za projekt, ki je ocenjen na 2,2 milijona evrov, bo Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prispevala skoraj milijon evrov. 220 tisoč evrov bo dodala še Republika Slovenija, dober milijon pa bo šel iz občinskega proračuna. Projekt naj bi bil dokončan do konca prihodnjega leta. Končni rezultat pa več kot 6 kilometrov kolesarske steze in brv čez reko Savo. Projekt izgradnje varne in urejene kolesarske povezave in brvi čez reko Savo pri občinski stavbi je dejansko po projektu Čisto zate največji projekt podprt z evropskimi sredstvi. Ja, informacija prejšnjega tedna, torej, da smo bili uspešni pri pridobivanju evropskih sredstev in da smo iz sredstev oziroma sklada za dogovor regiji prejeli več kot milijon evrov za izgradnjo kolesarske povezave z mestno občino Ljubljana, je gotovo ena najlepših novic, ki smo jih prejeli v zadnjem času na občini Medvode. Zakaj? Ne samo zato, ker je številka impresivna, zato, ker gre po koheziji za največji projekt, ki bo sofinanciran z evropskimi sredstvi, pač pa tudi zato, ker s tem na nek način pogumno, zelo drznimi koraki stopamo po poti trajnostne mobilnosti, ki smo si jo začrtali tudi v celostni prometni strategiji občine Medvode pred leti. Od prvotne ideje do realizacije je preteklo kar nekaj časa in dejstvo tudi je, da je služba Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kar nekaj tovrstnih projektov po Sloveniji zavrnila. Ja, tako je. Mi smo v bistvu ta projekt uspeli v sredi leta 2018 uvrstiti v dogovor za razvoj regij. Potem se je pa v bistvu pot priprave projekta šele dobro začela. Sicer morali smo pridobiti vsa soglasja strani lastnikov zemljišč, ki gre res zahvala vsem, ki so res zastopili ta projekt, vidijo nek potencial v tem projektu in tako da smo lahko v bistvu vsa zemljišča pridobili. Uspeli smo se dogovoriti tudi z Direkcijo Republike Slovenije za vode, da smo lahko umestili brv čez Savo. Projekt se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in sledi spodbujanju nizkoogljične strategije za vse vrste območij, zlasti urbanih. Spodbuja multimodalno urbano mobilnost in sledi specifičnemu cilju izboljšanja kakovosti zraka v mestih. Projekt je vreden več kot 2 milijona evrov. Marsikdo bi lahko rekel, da je to precej, po drugi strani pa kdor pogleda traso ve, da peljemo pravzaprav popolnoma novo pot ob Savi, od Medenske brvi, potem spodaj po Pirniški terasi, vse tukaj do prostora za nama trenutno, kjer pa reko Savo prečka popolnoma nova brv,
ki ima v samem razponu brvi skoraj, mislim, da 86 metrov, če pa prištejemo zraven še pontonski nasip oziroma en dodatek, ki bo zgrajen, ker je potrebno upoštevati 100-letne vode, je pa sam obseg tega kar več kot 130 metrov. Torej gre za izjemen inženirski objekt, prvi najbrž takega kova po dolgih letih postavljen tukaj v Medvodah, ki bo pa po našem prepričanju tudi močno spremenil dojemanje samih Medvod, samega Sotočja. Ne pozabimo, da bomo s tem dobili, pravzaprav bodo cele Pirniče dobile en prehod v sam center, po drugi strani se bo pa center odprl tudi na drugo stran. Na ta način s tem projektom, s to brvjo, stopamo tudi po poti projekta, ki smo ga pripravljali za Evropsko prestolnico kulture, torej za prostor na levem bregu reke Save. Medvoščani ga mogoče najbolj poznajo kot moto piknik prostor. Tudi ta prostor se sedaj odpira in nam odpira tudi možnosti za nadaljnji razmislek, kako želimo ta prostor izkoristiti. V okviru projekta Razpis za izvajalca del in nadzor bo objavljen v naslednjih dneh, bo torej zgrajena brv čez reko Savo ter varno, urejena in hitrejša kolesarska povezava med zalednimi naselji z mestnim središčem Medvod. Zgrajena asfaltirana kolesarska pot, ki bo dolga dobrih 6 km in široka 3,5 metra, bo dvosmerna in bo dovoljevala dostop kmetijski mehanizaciji, saj je del poti načrtovan med polji. Krajši del poti, 450 metrov, pa bo kolesar voden po obstoječih prometnicah skupaj z motornim prometom. Kolesarska pot bo v dolžini 6215 metrov, če sem natančna. Sicer tukaj gre za vse navezovalne poti, tudi da bojo občani dostopali tako z Varja, zgornjih Pirnič, spodnjih Pirnič na to kolesarsko pot in potem pa ta naša brv, ki bo tukaj prišla mimo med knjižnico in občinsko stavbo. Kako zahteven je takšen projekt? Projekt je velik, sama gradnja, kar se tiče kolesarske poti, ne bo toliko zahtevna, je pa po samem obsegu velik, tako da iz tega razloga gre za res velik projekt, tudi vrednostno. Zasnovo kolesarskih poti in številnih priključkov nanje se bo privabilo v center Medvod številne občane oziroma uporabnike, s čimer se zmanjša obremenjenost centra Medvod z motornimi vozili, spodbuja dnevne migracije s kolesi ter obenem spodbuja zdrav način življenja. Prvotna ideja je sicer bila, da se kolesarska povezava Vikrče-Pirniče Medvode nadaljuje vse do kolesarske povezave Bonovec. Ja, projekt se je v prvi fazi nadaljeval vse do osnovne šole Presko oziroma do kolesarske poti na Bonovcu. Potem kasneje pa smo morali ta del izvzeti ven iz enostavnega razloga, namreč soglasij za poglobitev oziroma ureditev podhoda, podvoza pod železniško progo ni bilo moč dobiti, brez da bi projekt tako astronomsko podražili, da praktično je bilo nemogoče potem finančno sliko zapreti. Vseeno je treba biti realen, da tudi ta projekt v tej fazi, se pravi od občinske stavbe do Bonovca, je bil primarno, pravzaprav največji doprinos bi bila ureditev tega podhoda. Pa ureditev recimo Seškove ceste, ampak Seškova cesta ne bi imela samostojne kolesarske poti. Delali bi, se pravi, shared space oziroma prostor, ki je namenjen kolesarjem, pešcem in avtomobilom. Na drugi strani cesta ob železnici, ki je bila planirana, da se znotraj tega projekta uredi in asfaltira, bo že v letošnjem letu asfaltirana. Torej, tisti projekt ne bo čakal nadaljevanja, bo že sedaj urejen. Cesta čez vrtičke, vrtički so ravno tako, v proračunska postavka je noter, če bo le nekaj volje iz strani sklada kmetijskih zemljišč in lastnikov, predvsem pa tistih, ki danes uzurpirajo ta zemljišča s takimi in drugačnimi hiškami, bo tudi ta del urejen. Torej, v resnici govorimo, da se je občinska uprava maksimalno angažirala in edino, kjer projekt ne bo narejen, je tam, kjer pač mi nimamo vpliva. Javna železniška infrastruktura je razred zase. Ni sicer sestavni del tokratnega projekta, pa vendarle dobrodošla je tudi novica, da res intenzivno potekajo tudi priprave na dejansko sanacijo pokrite brvi v Vikrčah. Prva brv v Vikrčah je bila zgrajena leta 1934, temeljito je bila obnovljena leta 1980, delno 10 let kasneje po veliki poplavi, ni pa ji prizaneslo tudi veliko neurje leta 2002. Z mestno občino Ljubljana pripravlja projekt, narejen je projekt praktično, pripravljajo se popisi za izvedbo del. Projekt je sedaj ocenjen na okrog 150 000 evrov, od česar pol pade na mestno občino Ljubljana, približno
70-75 tisoč evrov pa pričakujemo, da bo odpadlo na občino Medvode. Ta projekt bo že letos zalaufal in bo že letos izveden, ker bo najboljši možen uvod v izgradnjo nadaljnje kolesarske povezave in s tem tudi urejena ena dolgoletna bolečina prebivalcev Vikrč in okoliških krajev, ker je, če smo iskreni, Brv v današnjem stanju res nekoliko neugledna. Prav tako ni sestavni del projekta, ampak dobrodošla novica, da potekajo res intenzivni pogovori za prestavitev plinske postaje, ki služi zgolj potrebam Donji-Tesnita, Sotočja na bolj primerno mesto. Ta plinska postaja za samo kolesarsko povezavo in to ni v napoto, seveda pa je iz enega estetskega, praktičnega vidika povsem neprimerna, da je umeščena na samo Sotočje. Tukaj potekajo intenzivni pogovori. Moram reči, da v zadnjem času se prebujajo tudi investitorji povezani s tem območjem, kjer danes še ga delno zasedamo mi z našim zbirnim centrom. Sporedno z njimi pa potekajo pogovori, da bi se hkrati, ko se bo sprejemal OPPN oziroma ko se bodo začele dejavnosti na tem delu Medvod, hkrati prestavlja tudi plinska postaja. Prestavitev plinske postaje bi pa odprla ponovno čisto eno drugačno dimenzijo doživljanja Sotočja. Lokalna akcijska skupina Za mesto in vas z enim od projektov Lokalno je zdravo želi povečati lokalno prehransko samooskrbo. Projekt vključuje tako pridelavo kot predelavo in potrošnjo lokalno pridelane hrane. S povezovanjem lokalnih pridelovalcev in predelovalcev želijo povečati pestrost in količino lokalno pridelane hrane in vzpostaviti boljše možnosti za to, da se lahko z lokalno hrano oskrbujejo tudi večji uporabniki, kot so osnovne šole, vrtci in drugi javni zavodi. Da bi zavrteli kolesje lokalne samooskrbe, so začeli na začetku z obveščanjem in osveščanjem javnosti. Eden od izobraževalnih dogodkov je bilo srečanje z Antonom Komatom na temo prehranska suverenost lokalne skupnosti, ki je bilo prejšnji četrtek v Sadovnjaku pri podružnični šoli na Katarini. V mesecu aprilu so bili nosilci kmetijskih gospodarstev v občini Medvode povabljeni k sodelovanju pri projektu Lokalno je zdravo in odzvalo se je 14 pridelovalcev in predelovalcev, ki si želijo sodelovati v sistemu trajnostne oskrbe šol z lokalnimi živili. Namen je organizacija kratke dobavne verige za lokalne pridelke in izdelke ter vzpostaviti pogoje za nove prodajne poti. Pri projektu sodeluje zadruga Jarina, ki se že od leta 2004 ukvarja z neprofitno lokalno oskrbo in s pomočjo pri vzpostavitvi lokalnega oskrbovanja. To je naše poslanstvo in na tem področju delujemo že 16. leto, saj verjamemo, da je izredno pomembno, da se prebudi to lokalno okolje slovensko, ki ima zdravo zemljo, zdrave temeljne in da se zaveda svojih lastnih potencialov in se samo organizira. In pri tem mi lahko tudi pomagamo in znamo. V krajih vzhodno od Ljubljane so že vzpostavili mrežo dobaviteljev oziroma pridelovalcev in na drugi strani potrošnikov, to so javne šole in vrtci. S sodelovanjem so vsi izjemno zadovoljni in podoben model si želijo vpeljati tudi v Medvodah s podporo občine. Pri tem je gonilna sila projekta in glavni koordinator Žiga Kršinar, ki je že sicer eden vodilnih ekoloških kmetovalcev na tem področju. Jaz osebno iščem vedno lokalne obrtnike v svojem domačem kraju, če ga tam ne najdem, grem drugam. In razmišljam tako, če bi vsi počeli isto prehrani, kmetje sploh ne bi imeli težave s prodajo. Imeli bi težavo, ker ne bi mogli toliko predelati, kot bi lahko prodala. A vsak začetek je težak. Najprej so se lotili preverjanja interesa pridelovalcev in seveda njihove zmožnosti za pridelavo, da bi zadostili potrebam šol in vrtcev. Projekt lokalne samooskrbe je potrebno torej skrbno načrtovati, podati smernice in ga voditi tako, da ne pride do prekinitev oskrbovalne verige. Zahteven zalogaj je torej pred njimi. Pa jaz ne vidim ovir. Ne, jaz vidim rešitve. Meni se zdi to čisto enostavno. Dogovorili smo se, da bomo obiskali vse te kmete, kateri so se prijavili. Jaz bom tudi šel zraven, zaradi tega, ker večino njih skoraj da osebno poznam. Poznam problematiko medvoškega kmetijstva, nas hribovskih kmetov in tistih v ravnini in bomo probali potegniti neke smernice in za vsakega kmeta narediti tisto, kar je zanj najboljše. Se pravi, da bo prideloval tisto, k čemer je dober in v bistvu zadostiti vsem, kako bi rekel, temu kulturam. Da bi čim več, kar se v Medvodah pridela,
oziroma se še ne prideluje, ker veliko kmetov bi tudi kaj sadili, pa ne upajo, ker ne vejo, ali bojo prodali ali ne, da bi potem te izdelke plasirali vse. Najprej v šole, vrtce, potem pa že so nove ideje naprej, kako kakšno tako lepo lokalno tržnico medvoških izdelkov, pridelkov, hrane. In katere bodo največje ovire pri izpeljavi projekta lokalne samooskrbe v občini Medvode? Veliko je pogojeno tudi z naravnimi danostmi, ne. To območje je zelo prisotno živinoreja. Šole, vrtci pa imajo velike potrebe po sadju in zelenjavi, ne. In to vemo, da tukaj ni prisotno v velikih enormnih količinah, vendar kot se pogovarjamo z nekim pravilnim pristopom, v bistvu informacije o potrebah teh 4 šol in vrtcev se lahko tudi gre v postopoma ali preusmeritev ali delček namenjeno tudi tovrstnim potrebam šol in vrtcev. Kdaj bi torej lahko medvoške osnovne šole in vrtce oskrbovali lokalni kmetje? Jaz mislim, da bi bilo to realno že izvesti za novo šolsko leto. Ampak se vemo, ne, za določene stvari. Določene stvari vemo, da je treba jesti sezonsko hrano, sam to zagovarjam. In pač jeseni lahko naši otroci v vrtcih in šolah že jejo kislo zelje, kislo repo, krompir, take stvari, katere so v zimskem času aktualne. Potem v tistih poletnih časih oziroma spomladanskih pa potem predvidevam, da že v 2022 lahko zagotovimo iz strani medvoških kmetov veliko zelenjave, sadja, tako da mislim, da je kar dela dovolj, ampak sem pozitivno naravnan. Še prej bo seveda lokalna skupnost morala spoznati prednosti domače hrane in zato se proces lokalne samooskrbe ne začne z direktno ponudbo, ampak širjenjem informacij. Tudi s pomočjo dogodkov, kot je bilo srečanje z Antonom Komatom o pomenu prehranske suverenosti. Tokrat nas je podučil, da je glavni problem ljudi v tem, da nimamo dovolj informacij o tem, katera hrana je zares zdrava. Mi smo imeli vse te verige supermarketov, ko so zrasli po osamosvojitvi Slovenije, ne, kot nek božji dar, ne, kot nek ta svetišča potrošništva, te katedrale potrošništva. Ne. Ob tem smo pozabili, ne, ob tem naslajanju nad ponujenim količinami in izbiro, ne, smo pozabili, da je ta hrana mrtva hrana, ne, da tisto, kar človeka podpira v njegovem zdravju, ne, da je to lokalno pridelana, živa, sezonska hrana, ki nas skozi letne čase spremlja. Recimo pomlad, poletje, jesen, zima. Naši predniki so živeli stoletja, tisočletja v tem ritmu narave in so se hranili s tistim, kar je narava tisti čas dala. Jasno, da so tudi pridelavali svoje rastline, svojih kmetijskih površinah, na vrtovih in tako naprej, ampak vse je to bilo prilagojeno na ritme narave in mi smo popolnoma prilagojeni na te ritme. Ne. Mi nismo prilagojeni, da jemo ananas decembra, pa jagode februarja in tako naprej, kar nam marketi nudijo. Ne. Pravi, da pozabljamo na rek, naj bo kmet zdravnik, zdravnik učitelj in učitelj kmet. Saj kmet zdravo hrano ohranja zdravje, zdravniki pa bi morali učiti, kako zdravo živeti in ne samo zdraviti. In z učenjem mladega roda o tem, kako se prideluje zdrava hrana, poskrbeti, da se lokalna samooskrba nadaljuje. A danes je ves svet potisnjen v kolesje potrošništva, ki temelji predvsem na oglaševalskih trikih, pogosto tudi na lažeh. Torej, vprašanje, če mi tudi temu verjamemo, če verjamemo, bomo pač to plačevali, ne? Če pa ne verjamemo, se bomo pa najdli vire. Mislim, da Slovenija je ravno tako luškano majhna, da so te razdalje med meščanom in kmetom tako kratke, da je ta lokalna oskrba lahko krasen izlet v enem, ne, pa si napolnimo prtljažnik za čudovito hrano z nekaj evri, ne, ki jih potrošimo, ali pa stojimo zamaskirani v vrsti v supermarketah. Kot štene, stvar odgovora, ampak mislim, da, kot sem rekel, če se zavemo svojega zdravja, pa koliko je to zdravje odvisno od žive hrane, potem se bomo prav odločili. Izstop iz masovnega potrošništva, ki je v zadnjih 10 letih uničilo kar 16.000 malih kmetij, nazaj v zdravo življenje vidi kot rešitev. In zato svojimi modrostmi skrbi, da ozavešča ljudi o tem, da še vedno drži rek ajurvedske medicine si, kar ješ. In svetuje, naj se držimo Hipokratovega nauka, na katerega pozabljajo tudi zdravniki, naj bo hrana tvoje zdravilo.
Prve korake k temu torej začenjamo tudi v Medvoški občini, pri čemer pa bo najprej potrebno povezati vse družbene akterje. Mislim, da je glavni problem Slovenije je ravno to, da nismo povezani. Ne. Torej, po en stran kmetje so pozabili na povezovanje v nek nov tip zadruge, ne tisti preživel, ki danes stagnira. Ne. Torej, zadruga je nobena strahota socializma, pa komunizma, pa stalinizma, ne, ampak četrtina ameriške ekonomije je zadružne, ne, mimogrede. Torej, ta povezava je pomembna, ne, potem pa jasno na drugi strani pa tudi ozaveščanje ljudi, ne, o zdravstvenih tveganjih industrijske hrane, delo z otroki, ne, na šolskih vrtovih, da se obnovi ta stik z naravo, stik z zemljo, ne da otroci zdaj pridelujejo 5 ton solate v šolo ali pa kaj takega, ampak enostavno stik z življenjem. Ne. Kompjuter je lahko dober pomočnik, ne more pa biti univerzalni vodnik skozi življenje, ne, torej lahko je pomočnik. Če ste predavanje Antona Komata tokrat zamudili, vas lepo vabimo, da mu prisluhnete v četrtek 3. junija ob 18. uri ob Vaškem trgu na trgu Svetega Urha v Smledniku. Po prekinitvi zaradi pandemije koronavirusa je ponovno začel delovati tudi Baby servis, ki omogoča občasno varstvo otrok na njihovih domovih. Opravljajo ga mlajše upokojenke. Ja, vesela sem, da je občina Medvode prepoznala projekt Baby servis kot prijazen projekt ljudem, predvsem mladim družinam, in se je občinska uprava odločila, da ta projekt peljemo naprej. Izvajal se bo tako, kot se je do sedaj. V preteklosti, 1 leto pa po, se je izvajal v Medvodah, je to storitev Baby servisa koristilo približno 15 družin in 400 ur storitev je bilo opravljenih. To je bil 2-letni projekt, ki je potekal prek razpisa lokalne akcijske skupine za mesto in vas in je bil sofinansiran strani Republike Slovenije in Evropske unije oziroma Evropskega sklada za regionalni razvoj. Kakšne so novosti, ko tega sofinansiranja ni več? Občina Medvode, moram povedati, da je edina občina izmed 6, ki so v LAS projektu sosednjih občin, ki se je odločila, da ta projekt peljemo naprej. To res pozdravljam, to odločitev občinske uprave. Razlika je pa v tem, da bojo zdaj uporabniki vnaprej prispevali za uro storitve Baby servisa oziroma za uro varovanja otrok 4 evre. Ostalo pa prispeva občina oziroma financira občina. 4 evre za uro varstva, ne glede na število otrok v družini, predstavlja le 30% cene, razliko pa bo torej doplačala občina Medvode oziroma v primeru, da družina dobiva denarno socialno pomoč, bo strošek varstva v celoti pokrila občina. Jaz to ocenjujem kot nekak manjši medgeneracijski projekt, kjer se babice povezujejo z otroci, to storitev koristijo družine, ki nimajo babic oziroma babice mogoče še delajo in potrebujejo varstvo tudi ob neobičajnih urah. To je varstvo, ki se nudi takrat v času, ko so vrtci in šole zaprti, ob večernih urah, pa tudi ob vikendih. In kdo so mlade družine, ki jim pripada ta storitev? Praktično ni omejitev, le da ima družina otroke, ki jih ne more ali še noče pustiti za kakšno uro same doma. Cilj projekta je bil in ostaja, da povežejo družine in babice, ki živijo relativno blizu, če je to le možno. Če želite torej občasno varstvo za svojega otroka oziroma otroke, pokličite Zavod Središče Komenda ali se prijavite na njihovo spletno stran. Če pa ste mlajša upokojenka in bi želeli občasno varovati otroke, pa pokličite koordinatorko Danico Tršan. Konec lanskega leta so uporabniki vode iz vaških vodovodnih sistemov oziroma njihovi odbori prejeli dopis, v katerem jih je občina Medvode pozvala, da sporočijo, kdo bo uradni upravljalec njihovega vodovoda. Sicer ga bo s 1. januarjem 2021 v upravljanje prevzel režijski obrat občine Medvode. Torej, kakšne odločitve so padle in še o tem, kakšno vodo pijejo v vaških vodovodnih sistemih.
Trenutno bistveno boljšo, kot so jo lansko leto. Seznama tistih, katerih je potrebno za uporabo vode prekuhavati, sta se že umaknila dva. Vaški vodovodni sistem Žlebe Seničica, s katerim upravlja novo ustanovljeno ekodruštvo Vodovod Seničica, in vaški vodovodni sistem Golo Brdo Hrib, kjer potekajo pogovori o njegovi predaji občini Medvode. Več pa prihodnjič. Ivanka Šušteršič je v četrtek 13. maja na izrednem občnem zboru poslanstvo vodenja župnijske Karitas Preska na svojo lastno pobudo predala v roke nekdanjemu ustavnemu sodniku Miru Mozetiču iz Vaš. Spomnimo, leta 2019 je Ivanka Šušteršič iz rok predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja prejela najvišje državno priznanje za življenjsko delo na področju prostovoljstva. Ne le v župnijski Karitas Preska, ki jo je vodila vse od leta 1991. Svoje znanje, izkušnje in svojo karitativnost je izpolnjevala tudi v škofijski Karitas Ljubljana in slovenski Karitas. To slednje obljublja tudi v prihodnje. Ivanka Šušteršič je pot v prostovoljstvo dejansko začela pred več kot 3 desetletji, ko je kot mati 4 otrok, sicer pravnica po poklicu, izpolnila pogoje za upokojitev in je iskala nove obveznosti. Menda jo je spreletelo, da do takrat še ni naredila nič posebno dobrega za sočloveka. Ja, pred 30 leti sem jaz šla v penzijo. In sem razmišljala, kaj bi lahko dobrega naredila, ker tista služba je bila bolj tako, bi rekla. Nič za sabo nisem pustila, arhitekt je nekaj pustil, gradbenik je nekaj pustil, pravnik pa nič. Bila je prilika, da sem lahko šla na en tečaj na teološko fakulteto za Karitas. Iz tega tečaja sem šla 3 tedne v Lourdes in sem se pol vrnila z znanjem, ki ga prej nisem imela, pa z obvezo, da moram nekaj to vrniti. Med drugim je bila tudi ustanovna članica slovenskega društva UNICEF. Njena želja pomagati drugim se je v teh letih realizirala na različne načine. Najprej kot pomoč beguncem, nato kot pomoč ljudem v stiski, socialno šibkim in starejšim. Velja za pionirko na področju brezplačnega pravnega svetovanja ljudem v stiski. Prav na njeno pobudo se tudi naša televizija vsako leto vključuje v teden slovenske Karitas z oddajo Klic dobrote, s katero zbiramo sredstva za ljudi v stiski. Odločitev, da počasi prepusti vodenje župnijske Karitas Preska, se je porodila pred slabimi 3 leti. Glavni razlog pa bolezen, najprej moža Jožeta, potem pa njena. Ker zadeve so bile že zastavljene, tim je bil zelo dober, tako da je vsak vedel, kaj ima za narediti. Zadnje 2 leti sem zelo malo bila aktivna, navzoča zaradi bolezni, ampak zadeva je laufala, ni bilo nobenega problema, ker pač, če imaš za sabo neki tim in ga uvajaš, je ta zadeva rešena. Tako kot pred 10 leti ob svojem osebnem jubileju 70-letnici, ko je namesto pogostitve za potrebe Karitas raje kupila zmrzovalnik, je tudi tokrat raje kupila multifunkcijsko napravo. Zato, da bojo lahko kopirali, razmnoževali, pisali. Ker to zadevne stvari sva z Jožetom delala midva doma in sem rekla, tole pa rabijo, pa najboljše, da to naredim in da pravzaprav pustim en tak trajen spomin za to zgodbo. Na izrednem občnem zboru sta jo ob njenem slovesu zahvalo presenetila tudi generalni tajnik slovenske Karitas Peter Tomažič in predsednik škofijske Karitas Ljubljana Marko Čižman. Sedaj, glede na to, da vam je dano zdravje na novo, imate občutek, v kakšni smeri se bo ta vaša karitativna dejavnost ali pa sploh ena skrb za sočloveka nadaljevala? Jaz bom še vedno svetovala na slovenski in škofijski. Zdaj, ta COVID ne omogoča te zgodbe, drugače pa enkrat na teden bo še zmeraj v Ljubljano romala, ko so stvari uredile in se z sodelavci, ki so me na koncu zelo razveselili, naprej družila. Sem pa moj telefon je na internetu in me lahko kliče kdor hoče. To ne mislim nehati, ne mislim pa aktivno sodelovati ali pa kakorkoli v župnijski, ker vsak
si mora stvari zastaviti po svoje. Svojemu nasledniku pri vodenju župnijske Caritas Preska, Miru Mozetiču, kakšnih posebnih navodil ni dala. Kakšnega posebnega sporočila ne, ker je iz stroke, ki pač bi nadaljeval delo, ki ga imam jaz. Problemi in težave so, pa kdorkoli bi prišel spoznavati ljudmi, z ljudmi se pogovarjati. To je zadeva, ki jaz ne znam to prenesti, ker jaz te moje stranke, ali kako naj jim rečem, uporabniki, jih poznam čist, tako da vem skoraj, kaj jejo. Tudi njen naslednik pri vodenju župnijske Caritas Preska, Miro Mozetič, je pravnik, magister pravnih znanosti in vse do upokojitve ni bil aktiven v prostovoljskih dejavnostih. Skrb za sočloveka in družbo je udejanjil skozi politiko. Vanjo je vstopil konec leta 1989 kot soustanovitelj na medvoških tleh zelo močne stranke SKD in bil leta 1992 izvoljen v prvi državni zbor, 4 leta kasneje še drugi. Leta 2000 se je zaposlil na Ustavnem sodišču in leta 2013 postal njegov predsednik. Ko sem zadnja leta služboval, sem razmišljal, kaj bi delal v penzionu. Nekako, da bi se prav s pravom ukvarjal, pa niti s politiko mi ni preveč dešalo. No, ena zadeva taka, ki je, se mi je zdela, da je tudi tako dobrodelna dejavnost, da bi malo sodeloval pri Caritasu ali pri kakšni taki akciji, ker se lahko pomaga ljudi. Mora tudi kaj s pravom, ampak ne preveč s pravom, pač pa tako, kar človeku lahko pomaga, ko je nekdo v stiski, pa rabi neko pomoč. V tem smislu sem razmišljal. No in nekako zdaj sem že nekaj let v penzionu, začel sem že prej malo pomagati pri Caritas, župnije Preska. In zdaj so odločili in rekli, če bi jaz to prevzel, ko je Ivanka odšla v dvojni pokoj. Skratka. Kakor sem jaz videl in mislim, da je kar lepo ekipo pustila, iskrena hvala Ivanki za vse, kar je naredila. Sam sebe ne vidi kot naslednika Ivanke pri njenem poslanstvu na področju pravnega svetovanja ljudem v stiski, saj kot pravi, je njegova namestnica bolj na mestu. Gospa Irena Bečan, ki je, kakor se spomnim še tudi iz pravosodnih izpitov, ki je tudi ona spraševala, da se ukvarja predvsem z delovno in socialno zakonodajo. Tako da mislim, da je ona celo gotovo je večji strokovnjak na tem področju. Ne vem, jaz vidim to delo precej skupinsko. Ena taka lepa ekipa je te župnijske Caritas Preska in delo je malo razdeljeno in v tem smislu pač to pomoč, kakor je lahko, mi dajemo. Se mi dajemo lahko bodisi v tej hrani, ki je, bodisi v kakšnih drugih zadevah. Pravno lahko tudi, ampak predvsem to, da človeka napotiš, vprašaš, ali si poizkusil pri socialnih službah, pri drugih službah dobiti vse tisto, kar ti nekako gre, in da mu v tem smislu malo pomagaš in ga napotiš na pravi naslov. Za tajnico župnijske Caritas Preska je bila izvoljena Martina Turk, za blagajničarko pa lanskoletna občinska nagrajenka, prejemnica medalje Klara Marija Plešec. Oba naša sogovornika, vse, ki bi želeli v karitativne namene darovati tudi hrano in higienske pripomočke, obveščata, da imate to možnost v Mercatorjevi trgovini na Svetju. Ljudje dobrega srca pa imate do 2. junija tudi možnost, da sodelujete na spletni dražbi društva Barka. Preverite na njihovi spletni strani. Medtem ko smo za informativno oddajo pripravljali enega od številnih prispevkov na temo participativnega proračuna v občini Medvode, smo seveda naleteli tudi na predlog, ki ga je podal Matevž Barle. Podobno še skupina občanov, med drugim tudi danes umrli, nekdanji dolgoletni predsednik društva Partizan in častni občan občine Medvode, Julij Novljan. Predlog se glasi: telesno vzgojno društvo Partizan Medvode formalno še obstaja, dejansko pa ni aktivno, ker je že nekaj let brez zakonito izvoljenih organov vodenja, upravljanja in članstva. Predlagam, da občina prevzame vse premoženje in preda tako imenovani dom Partizana s pripadajočimi parcelami v upravljanje zavodu Sotočje, Brunarico na Osovniku pa Planinskemu društvu Medvode. Za stališče smo povprašali občino Medvode in odgovorno osebo medvoškega Partizana.
Matej Osovnik je zadolžen za stike z javnostmi v občini Medvode in tudi nosilec projekta participativnega proračuna, predvideva, da bo komisija tako oblikovan predlog sicer zavrnila. Saj kot meni, projekt ni primeren za participativni proračun. Že sicer je mnenja, da občina Medvode ni primeren sogovornik niti komentator na to temo, saj je društvo pravna oseba zasebnega prava, ustanovljeno in upravljeno strani članov in še, da je društvo v AJPES-u zavedeno kot aktivno društvo, katerega zastopnik je znan. Društvo Partizan ima svoje začetke v letu 1946, ko je mladina s prostovoljnim delom uredila telovadnico, ki je bila med vojno nemška postojanka, jo nato povečala, poglobila klet in v njej uredila fitness. Pod okriljem takratnega fiskulturnega društva so bile zajete prav vse oblike aktivnega preživljanja prostega časa. In skoraj da vsa današnja športna društva imajo svoj začetek prav v Partizanu. Še kar nekaj športnih društev je, ki nosijo ime Partizan, in eno izmed njih je tudi medvoško. Da gre za društvo za šport, rekreacijo in športno vzgojo. Kontaktna oseba pa, da je Janez Knez. In prav slednjega smo prosili za izjavo, vendar pred kamero brez soočenja zaenkrat še ni želel stopiti. V pisnem odgovoru pa med drugim prizna, da je dejansko v zadnjem času članstvo upadlo in da pod okriljem društva ne deluje nobena tekmovalna sekcija. Vzrok za to pa je, tako Janez Knez, v tem, da so vse tekmovalne sekcije zaradi slabih izkušenj s prejšnjim vodstvom šle svojo pot v organizacijo lastnih klubov. Zavrača navedbe nekdanjih sicer vidnih članov društva o nelegitimnosti organov, saj da je bilo sedanje vodstvo, upravni odbor in nadzorni odbor legitimno izvoljen na volilnem občnem zboru leta 2018. Glede predloga o prenosu lastnine društva Partizan na občino pa Janez Knez poudarja, da je upravni odbor enoten, da se to ne bo zgodilo, ker da vodstvo dela gospodarno, ima pravi odnos do lastnine, dela transparentno in že nekaj let pozitivno. Dodaja pa še, da je za njimi dejansko težko obdobje, saj so ob prevzemu vodenja društva dobili netransparentno poslovanje in približno za 40 000 evrov minusa. Pa še veliko okostnjakov, da je padlo iz omare. In še en predlog za participativni proračun, ki je vezan na Partizanova zemljišča, je dan, da se uredi košarkarsko igrišče in skatepark. Dejstvo je, da se društvo Partizan zadnja leta ne prijavlja na občinske razpise, niti da bi pridobil sredstva za delovanje. Zato je zunanjih vzvodov, da bi kdo preverjal delovanje društva, le malo. Društvo Partizan je v tem trenutku tako rekoč res zgolj najemodajalec, vendar pa, kot še poudarja Knez, gospodaren in pravičen, saj je na primer najemniku Brunarice na Osovniku v času epidemije delno znižal najemnino. Štirinajst lovskih fotografij, torej fotografij divjih živali, članov fotokluba Diana, ki so leto dni krasile galerijo pod Kozolcem v Žlebeh, so prejšnji teden že preselili v galerijo na prostem pri Medvoški knjižnici. In prav z odprtjem te razstave, ki nosi naslov Pustimo jim svobodo, se je v petek uradno začel letošnji Medvoški kulturni festival Legende med vodami. Slavnostni govornik je bil Rok Černe, vodja projektov na področju prosto živečih živali na Zavodu za gozdove, ki je pred leti spremljal in štel medvede, potem volkove, sedaj pa vodi projekt naseljevanja risov. Uvodno slovesnost, tako kot celotni kulturni festival, sta doslej zaznamovali prilagojen program za voljo epidemije in neugodno vreme. Lani Medvoškega kulturnega festivala, ki sicer poteka od leta 2017, zaradi epidemije koronavirusa ni bilo. Tudi za letošnjega se je organizator, Javni zavod Sotočje Medvode, s sodelujočimi odločil za prilagojen program, ki upošteva vladne odloke in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tema letošnjega so legende med vodami. Lansko leto smo se odločili, da tokrat izberemo legende in nadaljujemo raziskovanje, dvoletno raziskovanje v tej smeri. Zakaj? Menda imamo v Medvodah glede na površino občine Medvode največ srednjeveških dvorcev, gradov oziroma ruševin. Zato nas je zanimalo, kaj vse tiči za besedo legenda.
V letošnjem kulturnem festivalu sodelujejo poleg prostovoljcev Evropske solidarnostne enote v Zavodu Sotočje še Turistično društvo Žlebe Marjeta, Knjižnica Medvode in Zavod Republike Slovenije za gozdove. Ja, zanimive stvari se odpirajo, ko raziskujemo vse pomene besede legenda, kdo je legenda, kaj je legenda, kdaj so nastale legende, kje so tisti kraji, ki so povezani z legendo, in ko smo soorganizatorje oziroma tudi udeležence pa mentorje spraševali, kaj vi razumete pod besedo legenda, so kapljali kar zanimivi odgovori, od Ana Marije Lampič do zbiljskega goloba, laboda, legendarnega, ki se sprehaja tudi po centru Medvod, ne? Potem Jakob Aljaž, pa Smledniški grad, pa legenda o Graščaku, marsikaj zanimivega odkrivamo. Zanimivi so pa tudi odgovori, ki pravijo, saj smo vsi legende, ne? Tako da, ja, lotevamo se kar zanimive tematike in kar zanimive zadeve prihajajo na plano. V ta namen so pripravili priložnostno krožno pot s 6 postajami, na katerih naj bi udeleženci v dopoldanskih urah skupine predšolskih otrok in učencev, popoldne pa najavljene skupine, prisluhnile roparskim vitezom, si ogledale razstavo legend med prosto živečimi živalmi, raziskovale, kdo je medvoška legenda na postaji Obrazi Sotočja in slišali, kje in kdaj so legende nastale, jih spoznavali preko domoznanske zbirke in se na koncu celo prelevile v legendo preteklosti ali prihodnosti. Ja, vsebine na 6 postajah, ki smo jih vzpostavili v mestnem jedru, so kar zanimive in tudi zelo dobro so bile že sprejete strani otrok. Nekatere postaje so zabavne, druge so bolj poučne. Mislim, vsaj po vtisih in po obrazih, da so se kar zabavali, pa da so tudi kaj zelo koristnega odnesli. Slavnostni govornik na odprtju razstave z naslovom Pustimo jim svobodo oziroma Pustimo jim živeti, ki je bilo tudi uradno odprtje Medvoškega kulturnega festivala, je bil Rok Černe iz Zavoda Republike Slovenije za gozdove. Ja, meni je naslov razstave Pustimo jim živeti zelo všeč. Posebej mi je všeč, da je to tle v občini Medvode, skodar tudi izhajam, da se je nekako občina tukaj v svojem centru odločila, da naredi eno tako razstavo, ki jo jaz razumem kot neko spoštovanje vsem tem prosto živečim živalim, ki smo jih uspeli ohraniti v naših gozdovih in njihov pomen nekako približati ljudem, da je pomembno, da te živali tudi ostanejo. Rok Černe je vodja projektov na področju prosto živečih živali na Zavodu Republike Slovenije za gozdove, ki je pred leti spremljal in štel medvede, potem volkove, sedaj pa vodi projekt naseljevanja risov. Ko pridete v te naše polhograjce, kako odgovorite na vprašanje, zakaj pa je res potrebno imeti tudi medveda, tudi volkove, tudi rise? Ja, jaz sem mnenja, da predvsem v tistih ohranjenih habitatih, ki jih je v Sloveniji še kar nekaj, je treba poskrbeti, da vse vrste, ki tam bivajo, da ostanejo, ne. Imamo pa tudi en del take bolj kulturne krajine, ki je mogoče zato manj primerna, in pa povsod na teh območjih, kjer pride do tega sobivanja, je treba ljudem tudi prisluhniti, kakšne so njihove težave in jim potem tudi ustrezno pomagati, da lahko seveda ohranijo svoje dejavnosti tudi naprej, kljub prisotnosti nekaterim živali, ki delajo večje ali manjše probleme, pač odvisno njihove velikosti. Fotolovce, člane fotokluba Diana, ki so avtorji 14 fotografij, na ogled postavljenih na galeriji na prostem pred knjižnico, odlikuje predanost naravi, velika potrpežljivost, poznavanje divjih živali in njihovih navad do obisti in znanja, ki jih sicer obvladajo lovci s puško na rami. Da ujameš na primer medveda v objektiv, moraš vedeti, da ima ta tako razvit vonj, da lahko sapa samo malo narobe zapiha, pa ga že ne bo več. In da tako zelo slabo vidi, da lahko gre mimo tebe, če te ne zavoha. V Polhograjcih je nekaj medvedov, volkov pa risov menda ne. Menda imamo v Zbiljskem gaju oziroma tam tudi kakšnega šakala. Kakšno bogatstvo imamo mi v Polhograjcih, recimo z vašega stališča, če gledate? Polhograjci so nekako tako prehodno območje za zveri.
Vse tri predstavniki velikih zveri vemo, da so že prehajali tukaj čez neko redno območje prisotnosti, pa to ni. No. Tako da je pa nekako v bližini Polhograjcev tudi tak pomemben koridor proti Gorenjski, ki je zelo pomemben, da so te populacije povezane, da se genetika meša in samo na tak način se lahko ohranijo. No. Tako da tudi, če te živali pridejo v Polhograjce, nekaj strpnosti, da se verjetno bodo šle hitro mimo. Kulturni program ob uradnem odprtju Medvoškega kulturnega festivala sta sooblikovala kitarski duo Črno-belo in domačinka violončelistka Ana Marija Mihovec iz Senice. Slišali ste oziroma smo skladbo Labod in Impromptu. Impromptu je taka igriva skladba, potem ko sem jo igrala ravno za govorom govornika slavnostnega, se mi je zdelo, da je lepo pasala, da je opisovala nekako hojo risa po gozdu, prav to sem si potem predstavljala. Pravzaprav, ko sem jo zbrala, si nisem mislila, da bo tako padla v kontekst. Labod pa je že po samem imenu, razstava divjih živali, potem lepo se vpletel v zgodbo. Pravzaprav je Labod skladba, če je meni prav poznano, nisem pa prepričana, nastala tako, oziroma je zgodba za to skladbo taka, da Labod, ko tik preden umre, zapoje zadnji spev in ta spev naj bi bil najlepši v njegovem življenju in ta skladba naj bi bila nekaj takega. Klavirsko harmoniko, s katero se je že večkrat predstavila tudi medvoškemu občinstvu, se je učila 8 let pri profesorju Sašu Galetu v glasbeni šoli Franca Šturma. Sedaj pa se že 6. leto izpopolnjuje na violončelu pod mentorstvom profesorice Barbare Jagar v glasbeni šoli Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu. Mislim, da je z vsemi stvarmi tako, da ko se enkrat začneš ukvarjati z nečem in poglabljati stvari, se odpirajo nova okna, nova vrata, nova obzorja in z vsakim inštrumentom je potem laže. Pa ne bom rekla, da zdaj igram ne vem kakšen nabor inštrumentov. Harmonika je bila prva, potem pa violončelo se mi je zdelo vedno lepo. Se mi pa zdi, da sem večkrat že prebrala, glasba nasploh je, oziroma umetnost nasploh, ne samo glasba, je zato, da spreminja svet, da spreminja ljudi, tudi če jo igraš zase, tudi če si samo ti tisti, ki te notri obrne, spremeni, se te dotakne, da rasteš skupaj z njo. Glasba je njeno veselje, njena poklicanost pa bo drugje. Je namreč študentka 3. letnika medicine. Eno z drugim gre odlično skupaj. Ker se z inštrumentom učiš potrpljenja, vzdržljivosti, spoznavaš samega sebe, spoznavaš neke dele sebe, ki so potem pomembni tudi za, se mi zdi, zdravniški poklic. In še potem imam eno čudovito profesorico, moja violončela, mi vedno daje take nauke, me spodbuja na tak način in me uči, da se spoznavam preko violončela na ta način, da se mi zdi, da bom boljša zdravnica zato, ker igram kakšen inštrument. Spletni koncert z naslovom Tribute to Legends heavy metalske četverice Metal Steel sredi maja v klubskih prostorih Jedro je bil le eden od načinov, kako povedati, da težko metalna scena še živi, ne glede na situacijo s koronavirusom. Hkrati je bila to še ena od priložnosti, da povedo, da letos praznujejo 20 let rednega delovanja in da tokratni koncert še ni vrhunec dogajanja. Predvsem si želijo pristen stik s publiko za jeseni, napovedujejo izid novega albuma, 7. studijskega, z naslovom, če ga prevedemo v slovenščino, Pozabljeni od bogov. Na tokratnem koncertu je heavy metalska četverica Metal Steel poleg glasnih komadov preigravala klasične svetovne heavy metal komade in to z gosti, s pevci, s katerimi tega še ni počela, pa je želela, in tistimi, s katerimi se je to že obneslo. Med njimi tudi z bivšim ustanovnim članom Aleksom Škofljancem. Na vsakih 5 let prijema okoli. Metal Steel so leta 1999 namreč ustanovili Rok Tomšič in Benjamin Kic na kitari in Aleks Škofljanec na bobnih, ki se je kasneje prelevil v pevca, leta 2005 pa šel po svoje. Vendar pa kot svoj začetek štejejo leto 2001.
ko so prvič nastopili v domačih Medvodah na festivalu Schools Out. Tam se jim je pridružil tudi Matej Sušnik. Naša televizija pa hrani njihove prve posnetke iz leta 2002, ko so nastopili na medvoškem motopikniku. Sedaj nekje prebiram takole, da ste že nekako heavy metal inštitucija, pa bom rekla, imate 20-letno zgodovino, pa samo 3 bivše člane. V bistvu smo tudi res povezani med sabo, smo prijatelji, to zmer poudarjamo na vseh intervjujih, tako da smo res skupaj jedro, ta tvorimo že od leta 2004, smo ista zasedba. Daša Trampuš se jim je pridružila leta 2002, potem ko je za 14. rojstni dan dobila bobne in po 2 tednih še povabilo fantov, da se jim pridruži. 3 mesece kasneje so že nastopili na prej omenjenem motopikniku. V celotnem obdobju so nanizali številne koncerte, doma in v tujini. Sodelovali s Hellstar, izdali 1 album posnet v živo, 1 demo in 6 studijskih albumov. Skratka, s kilometrino so dosegli dosledni ritem in čvrsto stoječ inštrumentalni izraz. Melodični heavy metal, kako bi se opredelili, če se že moramo opredeliti, oziroma če se popredalčkamo vsaj delno? Heavy metal. Ja, mi smo zmeri, vse imamo neke te podžanre noter v muziki metalske, ampak tudi poslušamo različno muziko drugače, ne samo metala, ne. Ampak zmeri, če nas kdo vpraša, rečemo, da smo heavy metal, ker mislim, da je to bistvo jedro naše muzike. V ustvarjanje glasbe so vpeti tako rekoč vsi. No, mogoče te osnovne ideje midva z Benjom prineseva, drugo pa res skupaj delamo in se mislim, da se to tudi na muziki sliši, da je veliko bolj kvalitetna oziroma bolj pristna. No. Tudi Daša začela tekste pisati, kar me zelo veseli. No, srečo imamo pa tudi, da Beni večinoma je vedno naredi miks, produkcijo. Mateja imamo, ki dela spote zelo na visokem nivoju skupaj z Max Visuals. Rok pa itak je prevzel večino organizacije in promocije in vse, tako da res tlele vsak ful doprinese, no, da večinoma lahko sami naredimo. No. Besedila smo slišali? Besedila so prišla pa spontano, ni bilo to nič, da bi razmišljala o tem. Pač samo od sebe, kar naenkrat sem začutila, da dam lahko nekaj na papir. Pa se mi je zdelo dosti v redu, da sem predstavila, če bi vzeli za kakšne komade tudi moje besedila. So v angleščini ali v slovenščini? V angleščini. Samo prvi od studijskih albumov iz leta 2003 namreč nosi naslov v slovenščini Usoda. Ja, v bistvu prva 2 albuma ali prvi 3 celo so kombinirano, se pravi slovenščina in angleščina. Potem je bila pa želja tudi sočlanov, se pravi predvsem, da se piše v angleščini. Igrali smo tudi po tujini takrat dosti, tako da je bil to nekak razlog največji, se mi zdi. Čeprav osebno imam še željo kakšen slovenski komad napisati, ampak mislim, da mi ne bo ratalo, ker so trmasti. Sporočilo zadnjega konceptualnega albuma iz leta 2017 je, da je človeštvo zašlo v napačno smer, da se z obsedenostjo z denarjem in materializmom izgubljajo moralne vrednote. Kaj bo tokrat? Prejšnji je bil nekako o evoluciji človeka, ki kar kliče potem, da pride nekdo tam gori in naredi red na zemlji. Ja, če sem malo ciničen, to ni ratalo, noben ni prišel in še globi tonemo v brezno. Tako da ne, zdaj pri novi plošči, ja, dotikali smo se različnih tem v preteklosti, prejšnji album je bil konceptualen, tako kot si rekla. Zdaj smo pa nekako veliko je na nas vplival ta smrt res dobrega prijatelja, no. Tako da se predvsem se mi zdi nekako s to tematiko minljivosti ukvarjamo na prihajajočem albumu. Nekaj tudi takih ekoloških tem. Komad Fallen Brothers na 7. albumu bo tudi v spomin na Žiga Mraka, med drugim novinarja na naši televiziji, skupaj z Rokom Tomšičem pa sta vodila tudi glasbeno oddajo Grom. Kaj vam pomeni, če nekdo reče, da ste heavy metal inštitucija oziroma za vaju? To, kar smo, dejansko. Dejansko je bil metal velik del našega življenja, oziroma največji del našega življenja, celoten čas še danes. Tako da dejansko je to način življenja, no, zame in mislim, da tudi za vse ostale. Ja, mislim, definitivno. Mi smo zdaj že, takrat smo bili 20 let nazaj, najmlajši pač nek heavy metal band tle pri nas, zdaj imamo že mi otroke in pač v tem duhu tudi mi
probamo vzgajati svoje mulce, ker pač nam to res veliko pomeni. Ne. Ni le glasba, je subkultura, ki je bila zelo močna, upam, da bo tudi še ostala. No. Tako da ja, heavy metal se živi. Ne. Sin v roke prime kitaro ali harmoniko? Sin zaenkrat poje. Čeprav je metal stil prerasel v heavy metal inštitucijo, še vedno vadijo tam, kjer so kot osnovnošolci začeli, v zaklonišču osnovne šole Medvode. V zahvalo so pred kratkim zaigrali tudi ob 40-letnici šole. Moramo se res zahvaliti na osnovni šoli Medvode. Vsa leta, glizančno, tudi sem se oglasil pri bivšemu ravnatelju Vojcu na obisku, tako da in Damjani in Vojko to res hvala, da lahko prostor uporabljamo. Vemo, da je vedno težje dobiti take prostore, kjer se da vaditi pa ustvarjati. Tako da definitivno je to zelo pomemben del naše zgodbe, da imamo ta prostor. No. Res pa je, da se tudi mi res odgovorno tam obnašamo že vsa leta, ker nam to res veliko pomeni. Pišček praznovanja ob 20-letnici pa metal stili vendarle obetajo šele jeseni. Mi upamo, da bo septembra šlo vse skozi to, kar načrtujemo. Seveda je pa vse odvisno od situacije in od tega, koliko nam bo vse skupaj dovoljen. 8. album bo nosil naslov kako? Forsaken by the gods, se pravi pozabljeni od bogov. Kot smo že poročali pretekli teden, je naš najboljši gorski tekač, dobitnik naziva najgorski tekač leta v zadnjih 3 letih, serijski zmagovalec domačih tekaških preizkušenj in nosilec mnogih rekordov Timotej Bečan v svojo zbirko uspehov dodal še naslov balkanskega prvaka za leto 2021. Veliki uspeh si je pritekel prejšnji vikend na zahtevni preizkušnji v vzhodnih Karpatih. Iz Romunije, kjer so prejšnjo soboto izvedli balkansko prvenstvo, so prišle vesele novice. Najboljši slovenski gorski tekač Timotej Bečan, ki je kot prvi ponesel tudi olimpijsko baklo po Medvodah, je osvojil zlato medaljo in naslov balkanskega prvaka za leto 2021. Lahko bi rekel skoraj, da ne moj največji uspeh, čeprav glede na konkurenco mogoče tisto tekmo lani v Italiji, da je to malo večja, da ima malo večjo težo. Ampak definitivno, to je pa tukaj pa prvo mesto na nekem takem večjem prvenstvu, bolj odmevnem, tako da sem vesel. Si napadal zlato, je bilo to po tisto, po kar si šel? Nisem vedel, kaj pričakovati. Ja, definitivno zmaga je vedno pač v igri, tudi zato grem tja. Pač jaz sem vedel, da pripravljen sem. Tudi en dan prej recimo na ogledu proge pa neki aktivaciji sem se zelo dobro počutil in sem vedel, da pač drug dan bo letel. Sam še zaspati sem mogel v miru, no, tako da tudi sem spal kot angelček, tako da vse se je poklopilo. No. Vreme je bilo odlično, se pravi nekih 12 stopinj, oblačno, brez neke vlage, podlaga se je posušila od dežja čez noč z vetrom, tako da na koncu je vse išlo. Na 11 km dolgi zahtevni progi v vzhodnih Karpatih s strmimi vzponi in spusti je zmagal s časom 57 minut 22 sekund. Odlično se je odrezala tudi preostala slovenska reprezentanca, katere član je bil tudi Matic Plaznik, saj so fantje osvojili skupno drugo mesto. Ja, proga je bila zelo zanimiva, v bistvu je šla zelo strmo gor. Prvo je bil štart malo bolj ravninski, pa je šla pa res prava vertikala. No. In enako spust, se pravi na glavo, da rečem, ni bilo nekega cikcakanja, samo naravnost dol. Tam nakloni so bili okoli 30%, 35% tudi kje, tako da so noge kar trpele. Na kakšni vmesni ravnini se je dal malo spočiti, ampak ja, je pustila posledice tudi pol v dnevih pač po tekmi. V času, ko gorskim tekačem ponovno odpovedujejo preizkušnje, je prišla tekma v Romuniji kot naročena. Odpovedano je bilo denimo tudi Evropsko prvenstvo v disciplini Gor-dol, za katerega si je Bečan sicer že aprila priboril nastop, zmago na državnem prvenstvu. Državno prvenstvo v Grižah je bila taka zelo taktična tekma. V bistvu sem si prvič privoščil kaj takega. Nisem vedel, kje sem. Nekako smo začeli v skupini, res smo pač šli počasi, prvi kilometer pa pol, pa v bistvu se šlo, komu bojo prvo živci popustili, da rečem, pa bo imel dosti tega in je pač en napadel, potem sem pa jaz nadaljeval to, na vzponih sem pritisnil, spuste sem v bistvu šel zelo počasi, tako da res čist taktično.
in pač mi je uspelo. Štela mi je samo uvrstitev, noben čas, tako da to bo pa za druga leta izziv. Bečana čaka sedaj še drugo državno prvenstvo v disciplini gor, ki bo 6. junija na Ratitovcu. Udeležiti pa se namerava tudi nekaj mednarodnih tekem. Trenutno je neka luč na koncu tunela in sicer tudi dobivam povabila na tele mednarodne tekme oziroma tekme svetovnega pokala, tako da je v interesu organizatorjev, da to bo. Zdaj kratkoročni cilj je Ratitovec, državno prvenstvo gor, se pravi 6.6., potem gremo na morje, si malo odpočil, potem pa pač naprej, se pravi te tekme, ki sem jih omenil, svetovni pokal, kakšna v Italiji, mednarodna. Domačih pa ne bo letos toliko na sporedu. Omenimo še nov osebni tekaški podvig, ki ga Bečan načrtuje za to nedeljo 30. maja. Po lanskoletnem rekordnem vzponu na Triglav se letos podaja po najbolj priljubljeni pohodni poti Ljubljančanov od Prešernovega trga v Ljubljani do vrha Šmarne gore. Vse ljubitelje Šmarne gore Timotej torej vabi, da ga pričakate ob progi ali pa del poti pretečete skupaj z njim. Tokrat poročamo o eni prometni nesreči zaradi nepravilnega premika vozila. Po zbranih obvestilih so se policisti odločili, da odstopijo od ogleda. V Medvodah je prišlo do poskusa vloma v stanovanjsko hišo in do vloma v osebni avtomobil. V zdravstvenem domu Medvode pa se je nedostojno vedel občan, zato so morali poklicati policijo, ki je kršitelju izrekla globo. Prejšnji teden smo vam pripravili kar dolgo lekcijo o tem, kako se zaščitite pred vlomilci in tatovi, zato tokrat zgolj opozorilo na previdnost in pozornost, saj se tatovi poslužujejo zelo izvirnih taktik, da bi vas preslepili in okradli. Še vedno velja kar nekaj ukrepov in prepovedi za preprečevanje koronavirusa, zato vam svetujemo, da se jih držite, saj policija zoper kršitelje dosledno ukrepa. Policisti na območjih turističnih točk spremljajo tudi mirujoči promet, zato vas opozarjamo, da parkirajte le na za to določenih površinah. Prav tako voznike gorskih koles, motorjev in štirikolesnikov pozivamo na upoštevanje omejitev vožnje v naravnem okolju in opozarjamo, da imajo pristojnost za ukrepanje poleg policije tudi pristojna inšpekcijska služba in lovski čuvaji. Za informacije o delu policistov Policijske uprave Ljubljana pa poklikajte na njihovo Facebook stran. Stalno rubriko Črna kronika tudi končujemo tokratno informativno oddajo. Preživite lep konec tedna, upamo sicer v lepem sončnem vremenu in nasvidenje prihodnji četrtek.